Mobilnost je eno področje, ki nas popolnoma povezuje in je nujno. Po drugi strani pa emisije v tem sektorju še vedno najbolj rastejo od vseh sektorjev. Na nivoju Evropske unije obstaja trenutno 148 zakonodajnih dokumentov, ki silijo popolnoma vsak sektor v spremembe. Obstajajo pa seveda tudi razpisi, dostop do financ, kjer moraš dokazati, da zmanjšuješ emisije na okolje, porabo naravnih virov, odpadkov, in mobilnostni načrt je gotovo eden izmed teh, ki pomaga zmanjševanju emisij. In dokler podjetja ne zmerijo, ne ugotovijo, kje so, težko izbirajo pravilne ukrepe in si naredijo načrt tranzicije, kam bodo šli. V okviru mobilnostnega načrta smo postavili kolesarnico, smo nabavili 5 električnih koles, nagrajujemo zaposlene, ki prihajajo na trajnosten način. V okviru projekta smo se udeležili ekskurzije v Liechtenstein. Tam smo videli dobre prakse trajne mobilnosti. Za vse javne uslužbence imajo plačljivo parkirišče. S tem se ustvari fond za nagrajevanje ljudi, ki prihajajo na trajnosten način. Nakup kolesa preko podjetja jim je omogočen. Pri oblikovanju mobilnostnih načrtov je izjemnega pomena, da vodstvo vključuje v proces tudi vse zaposlene. Za mobilnostnega menedžerja sem bil predlagan, ker sem se kot eden redkih vsak dan, ne glede na vreme, pripeljal v službo s kolesom. Ker je naše podjetje v bližini železniške postaje, si želimo, da bi več zaposlenih uporabljali vlak za prevozno sredstvo. Na železniški postaji pa je tudi javni sistem za izposojo koles. Kot eden izmed ukrepov smo v podjetju se odločili, da nagrajujemo ljudi, ki prihajajo na trajnosten način. Vsak ponedeljek izžrebam nekoga, ki je prišel na trajnosten način in dobi simbolno nagrado, kot je čelada, dežni plašč. Opažam, da je ukrep dobro sprejet, da vedno več ljudi sodeluje, da je škatla vedno bolj polna, kar je dobra novica.